V deželo gradov, mitov in grofa Drakule gremo danes. Dobrodošli v popotovanju evropskih stoječih novic. Romunija leži v jugovzhodni Evropi. Meji na Črno morje, Bolgarijo, Ukrajino, Madžarsko, Srbijo in Moldavijo. Meri 238.000 in nekaj manj kot 400 kvadratnih kilometrov, na kateri živi približno 21 milijonov prebivalcev. Je 7. najštevilčnejša država članica Evropske unije. Od leta 2004 je članica NATO in del Evropske unije od leta 2007. Ne uporabljajo pa evrov, temveč romunske leje. V obdobju po letu 2000 je Romunija uživala eno najvišjih stopenj gospodarske rasti v Evropi in je bila znana kot tiger vzhodne Evrope. To je spremljalo pomembno izboljšanje življenjskega standarda. Se je država uspešno zmanjševala notranjo revščino in vzpostavila demokratično državo. Vendar pa se je razvoj Romunije v obdobju recesije doživel veliko nazadovanje, kar je povzročilo veliko krčenje bruto domačega proizvoda in proračunski primanjkljaj v letu 2009. To je privedlo do zadolževanja Romunije pri Mednarodnem denarnem skladu. Poslabšanje gospodarskih razmer je povzročilo nemire in leta 2012 sprožilo politično krizo. Romunija ima tudi danes še vedno težave v zvezi z infrastrukturo, zdravstveno službo, izobraževanjem in korupcijo. Gospodarska nestabilnost pa je povzročila tudi veliko izseljevanja v Zahodno Evropo in Severno Ameriko, zlasti v Italijo in Španijo. Tako se ocenjuje, da je romunska diaspora leta 2008 presegla 2 milijona ljudi. Izseljevanje pa je v Romuniji povzročilo tudi družbene spremembe. Starši so odhajali v Zahodno Evropo, da bi se izognili revščini in zagotovili boljše življenjske razmere za svoje otroke. Te pa so zapustili. Veliko otrok tako še danes živi samih pri starih starših ali sorodnikih. Imenujejo jih evrosirote. Glavno in največje mesto, Bukarešta, ima več prebivalcev kot celotna Slovenija, in sicer 2,4 milijona. Najbolj znana stavba v mestu je zgradba romunskega parlamenta, ki je vpisana v Guinnessovo knjigo rekordov kot največja upravna stavba na svetu. Najstarejši človeški ostanki, ki so jih kdaj našli, v Romuniji segajo približno 38.000 let pred našim štetjem in so najstarejši znani človeški fosili v Evropi. Romunija je tudi dežela mitov in grofa Drakule, bogate in dobro ohranjene kulturne in zgodovinske dediščine. In kaj je to? Romunska kuhinja je podobna drugim balkanskim kuhinjam, kot so grška, bolgarska in turška. Pogoste so čorbe oziroma enolončnice. Med glavne jedi pa so uvrščene mamaliga, podobno kot polenta iz koruzne moke, vendar je pomešana s kislo smetano in sirom, mici, zvitki iz mletega testa pečeni na žaru, gre za svinjsko ali govejo mleto meso pomešano s česnom, čebulo in začimbami. Papa nasi, ocvrti skutni krofi, ki jih postrežajo vroče s kislo smetano in borovničevo marmelado. Med pijačami je znana tujka. To je močno žganje s 70% vsebnostjo alkohola. Proizvajajo tudi odlična vina in pijejo izredno dobro kavo. Marsikdo pravzaprav ne ve, da je Francesco Illy, izumitelj kave Illy, bil rojen v Romuniji. Ljubitelji piva pa morate obvezno naročiti
pivo Drakule. To seveda ne vsebuje krvi, ampak navadnemu pivu dodajo malinov sirup, zaradi katerega pivo dobi krvavo rdečo barvo. Odlična marketinška poteza, mar ne? Naj vam te dni nihče ne pije krvi. Lepo se imejte in pazite nase.